Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes je z mano Dušan Lazar, lastnik, direktor Century 21, nepremičninske agencije. Tako je. Dušan, daj nam malo opiš, kaj je Century 21. Century 21 je največja blagovna franšiza v svetu nepremičnin na celotnem svetu. Torej, mi smo zastopani v 128 državah po svetu, imamo preko 11.000 poslovalnic, verjetno zdaj že okoli 200.000 nepremičninskih posrednikov, praktično v vseh razvitih in tudi polrazvitih državah po svetu smo prisotni in to z dosti široko mrežo. V Sloveniji pa na Hrvaškem smo pa trenutno zdaj 8. leto. V Sloveniji imamo 8 poslovalnic, na Hrvaškem pa 6. Tako da smo praktično tudi v Sloveniji, na Hrvaškem že skoraj največja nepremičninska družba, vsaj po prometu in po posrednikih smo tam prvi ali pa drugi, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. To se pravi, gotovo ima tudi zelo dolgo tradicijo ta nepremičninska. Tako. Nepremičninska družba Century 21 je nastala pred 53 leti. Torej, letos praznujemo 53. letnico obstoja in v tujino smo šli že zelo zgodaj. Torej, smo v tujini že tudi 37 let. Tako da Century še danes je to največja družba v Ameriki, sploh največja v Južni Ameriki, tako po prometu, kot tudi po velikosti franšize. Torej, če bi recimo nekdo po Googlu danes promet agencij, promet franšiz, je Century 21 v vseh teh kazalcih med prvih 10 na svetu. Kje pa ima sedež? Sedež je v New Jerseyju, v državi New Jersey, čist blizu New Yorka. Tudi tam so bili začetki Centuryja. V večjih mestih je bil Century takrat največji, v začetku v New Yorku pa v Chicagu. Danes je pa praktično v vseh večjih krajih po Ameriki je praktično pisarna Century 21. Je tudi prepoznavna blagovna znamka za nepremičnine, podobno kot je pri nas McDonald's. Coca-Cola je pri njih za nepremičnine, je to Century. To označuje se C21. Tako, C21, to predvsem se uporablja kot blagovna znamka zadnjih nekje 15 let. Do 15 let nazaj je bil strogo Century 21, takrat se je govorilo o 21. stoletju, je bil to bolj tisti neki zaščitni znak. Danes je pa že to malo pase, in tako da je zdaj Century kot C21 je zdaj naša glavna blagovna znamka. Od kdaj ste pa v Sloveniji? V Sloveniji smo zdaj polno poslujemo že 8 let, franšiza je pa stara v Sloveniji recimo 8 let in pol. In na Hrvaškem smo pa vstopili pol leta kasneje. To se pa poznate tudi razmere v Sloveniji in na Hrvaškem dobro? Tako je. Smo zdaj že, bom rekel, tudi na Hrvaškem, sicer smo malo kasneje, bom rekel, na trg vstopali in tudi kasneje rastli kot v Sloveniji, ampak tudi tam smo zdaj prisotni že po celi regiji, zelo močni, predvsem v Dalmaciji pa v Istri. Tako da tudi hrvaški trg je zdaj že kar naš dom. No, pa če se osredotočiva prvo na slovenski trg, kako ocenjujete v tem trenutku slovenski trg, kar se tiče cen? Ja, slovenski trg je že kar nekaj let zelo dinamičen. So bila določena nihanja in pri številu transakcij, nepremičnin in pri cenah, ampak če gledamo recimo trg danes, pa trg, ki ga mi ocenjujemo naslednjih nekaj leta, pa saj naslednjo leto. Torej, trg je zdaj relativno stabilen. Torej, približno število poprečnih transakcij je zdaj že nekaj časa dosti enakomeren, je v rahlem porastu, torej število transakcij raste, sicer zelo počasi, in tudi cene rastejo, ampak zelo počasi. Torej, cene rastejo približno enako, kot je inflacija, oziroma pač nekaj mesečnim zamikom, in tudi približno ista rast je pri številu transakcij. In temu, bom rekel, v svetu nepremičnin rečemo pravilen trg. Torej, na trgu ni dobro imeti neke euforije. To euforijo smo poznali od sredine korone pa do enega leta nazaj. Takrat je rastle, so cene absurdno rastle skoraj in tudi število transakcije rastle zelo hitro. To niti ni dobro. To je za trg lahko dosti nevarno. Lahko pride do balona in to na srečo se je umirilo na počasen način, brez pretresov na trgu. To, kar imamo pa zdaj, je pa pač tudi dobro za trg, je dobro za gospodarstvo, je dobro za državo v končni fazi. In tudi cene so dosti realne. Zdaj, mogoče
tega se v Sloveniji premalo govori, se govori, da so cene visoke, ali da so najemnine visoke, ali da so cene stanovanj previsoke. Tukaj je treba zmeraj izhajati iz cene gradenj. Torej, koliko stane, da ti zgradiš neko stanovanje ali pa hišo. In cene v Sloveniji so zelo zmerne. Torej, gradbinci, investitorji imajo relativno normalne ali pa celo nižje kot v povprečju Evrope ali pa Amerike dobičke pri gradnji. Torej, nek gradbinc, ki bo zgradil blok, mu po 3 letih ne bo stal dosti več kot 20%. To je donos mogoče 7% na let, če se vse super izide, pa velika se ne. In približno isto ali pa slabše pri ljudeh, ki gradijo individualne hiše. In cene za najemnino so pa približno take, ki so na trgu po celem svetu, če vzamemo vrednost nepremičnine, ki jo deliš nekje 180, da dobiš najemnino. Torej, cene so pravilne glede na gradbeno vrednost in najemnine so nekje pravilne glede na vrednost nepremičnine. Velikokrat slišimo na trgu, ko pravijo ljudi, ja, cene bodo padle, počakajmo še malo in te zadeve, ampak dejansko po tem pogovoru ugotavljava, da bi cene padle v primeru, da bodo gradbene storitve padle. Ne, tako, to bi bilo, ampak to se žal ne bo zgodilo. Torej, vse cene, žal vemo, v Sloveniji rastejo, torej tako davki, kot so stroški energije, kot so stroški materialov, tukaj padca se upamo trditi ne bo, upajmo, da pač se bo nehala rast teh cen. O padcu težko govorimo. Tako da pri novogradnjah dejansko ni nobenega lufta. Novogradnje ne morejo cene biti nižje, ker seveda, če bi bile nižje, potem bi imeli investitorji izgubo in ne bi gradili. Tako, ja. Mogoče pri določenih lokacijah so cene rabljenih, govorim predvsem v fejst rabljenih stanovanjih, starih 40, 50, 60 let, tam bi bil luft za neko nižanje cen. Tam so cene res samo to gotovo zanemarljive. Ampak ne veliko, ker pač ni dovolj nepremičnin na trgu. Sej, a ne, dejansko, če prej sva govorila o najemninah, a ne, da dejansko v tujini pravijo, da nekaj normalnega, da tretjino mesečnih prihodkov daje za stanovanjske potrebe, a ne. Tako. Ampak zdaj, če gledamo povprečna plača, če sta dva kot par, smo tam na tisti najemnini, kjer je, a ne. Celo boljše. Torej, statistično mi pri Accenturju delamo te letne analize, torej po celem svetu. In torej, možnost nakupa nepremičnine je v Sloveniji celo boljša kot povprečnega Američana. Pri nas v Ameriki so tudi mortgage do 40-50 let. Če bi izhajali 30-35 let, da bi dva z solidnimi srednjim slojem plačami kupila neko nepremičnino, je vzela na 35 let, ob recimo 20% pologu, pride Slovenc skoraj prej do nepremičnine kot pa recimo en Američan ali pa kjerkoli v Evropi. Tako da praktično to je nekaj normalnega. Mogoče je naša miselnost malo drugačna, ker še v bivši Jugoslaviji je bilo priti do nepremičnine zelo lahko, a ne. Ja, potem tudi zdajle 2 leti nazaj te nizke obrestne mere, a ne, ki so bile za trg nerealne, bomo tako rekli, da si prelahko prišel do nepremičnine, a ne. Lahko bi tako rekli, ja. Zdaj pa dejansko smo prišli na realnost, nam je pa to vse drago, a ne. Tako, celo naše obrestne mere so recimo proti ameriškim nizke, tam je povprečna 7,5% na leto, pa nas je 4%. Drugod po Evropi smo pa tam nekje. V Evropi so obrestne mere za nepremičnine med 3 in 5% trenutno v povprečju, mi smo glih tam, ne. Tako da razmerje plača obrok kredita je v Sloveniji mogoče rahlo višja kot v razvitih državah Evrope ali pa Amerike v procentu od plače, ker realno so plače pri nas rahlo nižje. Ampak je treba vedeti, Američani tudi če dajo malo manj za nepremičnino, morajo pod svojih plač dajati kar velik procent za penzijo, ko dajo sami, ali pa za šolstvo, ali pa za zdravstvo, in pri nas tega ni, tako da če gledamo na celotne stroške, smo tam nekje v svetu, plus v tujini nekaj normalnega, da ko družina ali pa oseba kupuje nepremičnino, se seveda dela dodatno. Delajo nadure, delajo 2 službe, pomagajo tudi tam starši, tudi tam sorodniki, tudi tam država. Tako da po celem svetu, kot Accenture dela analize, je priti do lastniške nepremičnine še vedno relativno težko, iz leta v leta lažje po svetu, pri nas je še zmeraj relativno boljše kot v tujini, je pa res, ko si rekel, je bilo v stari Jugoslaviji neko kratko obdobje zaradi teh družbenih stanovanj relativno lahko priti do nepremičnine. Ampak to je bilo neko kratko obdobje, če gledamo v zgodovini,
Super bi bilo, če bi se to ponovilo, ampak moramo biti realni. Tudi ta denar takrat je šel na račun breme kreditov stare države, ki niso bili nikoli plačani in to lahko delaš par let. Tudi pri nas se realno zdaj ogromno gradi se strani države ali pa občin. Tega se mogoče malo zanemarja, da je pa država ali pa občine kar vse same zgradile, moramo biti pa realni, tega ni pa nikjer na svetu. Dušan, mislim, da gremo malo na odmor in se čez nekaj minut spet vidimo. Fino, hvala. Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom. Z mano je še vedno Dušan Lazar iz agencije Century 21. Pogovarjava se oziroma primerjava cene nepremičnin, dostopnost nepremičnin med tujino in med Slovenijo. Dušan, v Sloveniji imamo kar visok procent lastništva, kar se tiče nepremičnin, če primerjamo z ostalimi državami, že v naši severni sosedje je malo drugače, kaj šele Amerika. Vi delate te raziskave, malo veste, kako to izgleda pri nas in kako je v tujini. Ja, torej to že vsi vemo, Slovenci smo dejansko narod, ki ima skoraj največ lastniških nepremičnin na svetu. Tako da ta procent je zelo visok, to je cirka 80% plus minus odvisno od metodologije, ampak to je res veliko. Torej, tudi tisti Slovenci, ki nimajo lastniških nepremičnin, živijo v nepremičninah, ki so bodisi od sorodnikov, prijateljev, babic, dedkov in podobno. Tako da tukaj govorimo v številu oseb, ki so čisto klasični najemniki, popolnoma na trgu, jih je verjetno manj kot 10%. To bom rekel je fantastično, to je toliko malo ni nikjer. Seveda tudi teh 10% bi si želeli biti lastniki ali pa tudi ti, ko so lastniki, se želijo boljša ali večja stanovanja, ampak to spet tako je po celem svetu. Tako da tukaj smo mi zelo, zelo dobri, tako da nadpoprečno in to se tudi moče premalo kot Slovenci zavedamo, da to je ena velika dodana vrednost države, naroda in vsega. Bogastvo naroda, ne? Izredno bogastvo. Glede to, potem ravno zaradi tega gotovo tudi ta najemniški trg vsaj v zasebni lasti ne funkcionira tako, kot drugje, ne? Ko v tujini so večinoma podjetja, ki imajo lastne nepremičnine, cele bloke, rečemo, ki imajo večstanovanjske stavbe in jih oddajajo. Pri nas so pa tako bolj organizirani, bolj ti državni skladi, občine. Je v tujini malo drugače, ne? Seveda, torej v tujini, moramo vedeti, da v tujini je pač kapitalizem nekje prisoten že rečemo 150-200 let, pri nas praktično 30 let. Tudi ta najemniška stanovanja, ki jih je država dala v najem, so se pol privatizirala leta 92-93, tako da praktično pri nas so se začeli te najemna stanovanja dejansko oddajati 30 let nazaj. V tujini pa rečemo 150-200 let nazaj. Tako da recimo v tujini, če spogledamo razviti svet, te države, ki so bolj razvite od Slovenije, tam je ogromno seveda bogatih ljudi, ali pa bogatejših kot pri nas, ali so to skladi, ali zasebniki, ali podjetja, ki imajo dejansko ogromno stanovanj v lasti. Jaz sem recimo osebno živel v Ameriki v bloku, slučajno se je imenoval The Century Building, kjer je bilo 825 stanovanj. 825 stanovanj v 32 nadstropjih. V našem bloku, mislim, da se je živelo več kot 3000 ljudi, jaz se šalim, da to je veliko več kot marsikakšna slovenska občina v enem bloku. Ampak tam moramo vedeti, lastnik tega bloka je bila ena družina, ki je imela še nekaj teh blokov. In seveda, tudi niso oni to dobili čez noč. Tudi pri njih je to trajalo 100-200 let, da so do tega prišli. Torej tudi Slovenija deloma gre že v to smer. Je že kar nekaj zdaj skladov, ki se kupuje nepremičnine za namen oddajanja. In to se bo tudi še razvijalo naprej, v Evropi tega malo več. Moramo pa tudi vedeti, da Slovenija ima še zmeraj zelo veliko neprofitnih državnih stanovanj, občinskih stanovanj. Moramo vedeti, da pri nas je republiški pa državni stanovanjski sklad zelo močen. Tudi relativno veliko stanovanj zgradi za trg, za prodajo ali pa za oddajo. Vse skoraj mestne občine imajo svoje občinske sklade, tukaj so socialna stanovanja, ki jih imajo tudi manjše občine. Tega je veliko. Medtem ko pa klasičen najemniški trg pa dejansko ni velik. To so pa več ali manj stanovanja, ki so jih posamezniki ali kupili v zadnjih 10 letih z namenom oddajanja ali so jih pa podedovali. Ampak tudi teh stanovanj je na trgu več kot dovolj. Torej, teh stanovanj je na trgu več, kot je povpraševanje za njih. Torej, samo v naši agenciji, če bi danes šli gledati, imamo vsaj 100, če ne 150 najemniških stanovanj
lepih, solidnih najemniških stanovanj po čist razumnih cenah, po teh večjih krajih po Sloveniji, ne. Tako da to ni tako malo. Tako da ta trg je razvit pri nas, je pa res, da Slovenci smo, tudi že mlajši, močno nagnjeni, da bi čim prej prišli do lastniškega stanovanja. Čeprav ravno prej sva se v odmoru pogovarjala, da mogoče kalkulacija pokaže drugače, da ni vedno najboljša izbira biti lastnik, ampak je boljše biti najemnik, sploh če se seleš lahko z enega konca na drugega, a ne, če se ti družina povečuje, kjer rabaš enkrat več prostora, enkrat manj. Mogoče bojo tudi, ko bodo novi davki na nepremičnine spodbudili k temu, ker boš pač plačeval za nekaj, kar ne boš rabil, a ne. In mislim, da se bo tudi ta trg v Sloveniji ali pa ta miselnost malo spremenila, a ne. Sigurno. Pri nas, tudi drugod po svetu, če bi se kalkulirali nakupno vrednost nekega stanovanja ali pa hiše, z vsemi stroški, ki jih ima večina ljudi, ki ima na kredit obresti, z vsemi stroški, ki jih vlagajo v stanovanje, z vsemi davki, ki v Sloveniji niso tako nizki, tudi na USZ vsak let večji, so tudi drugi davki, so upravniki in vsi stroški za stanovanjem, če bi to kalkulirali, vezano na najemnino, kjer pa stroškov nima skoraj nič, bi rabil tam 35 do 40 let biti najemnik, da bi vse te stroške pokril. Plus, da si vmes svoboden, ki si lahko manjšega, večjega, prilagajaš, se seleš kamorkoli, nekaj let tudi tako nimaš svojega stanovanja, potuješ po svetu. Če ti začne sosed razbijati, tako si preseleš drugam, ni mi všeč drugam, tukaj. ja. Ne, če bi torej čist racionalno gledali, pa če bi oseba bila disciplinirana, pa bi rekla, vsak mesec bom dala toliko in toliko, Kolikor mi kot bi dal za ostane. kredit, bi dal na stran za svoje potrebe za bivanje, bi veliko bolj živel, veliko manj stresa in dejansko bilo boljše biti najemnik. Cel življenje. To je pa finančna opismenost, a ne, kjer nam tudi mogoče manjka še Tako, nam Slovencem. to ne. plus, da ni še toliko razvit trg, da bi bil ti 100%, da bi imel dolgoročne pogodbe pri najemu stanovanja, ampak tudi to, kot sva prej rekla, se že dogaja. Tako da danes, če bi gledal čist matematično, je najboljše biti cel življenje najemnik. Mogoče čim dalj časa biti pri starših, pa biti najemnik, pa greš v dom. Pa boš najmanj stroškov imel z bivanjem. Zadaj pa en kupček denarja, ki si ga s tem prišparal. Tako. Dušan, kaj pa Hrvaška? Na Hrvaškem ste tudi zelo aktivni, a ne, ste prav prisotni kar po celi Hrvaški. Kaj pa je tam? Kaj pa zdaj trenutno? No, Hrvaška v teh ozirih, ko so se prej pogovarjala, vezano na lastništvo nepremičnin, pa tudi cene, so podobni kot Slovenija. Tudi bom rekel, mentaliteta je dosti podobna kot v Sloveniji. Razlika je mogoče samo cena stanovanj na njihovih turističnih krajih in hiš seveda. Tam so pa nepremičnine, so cene kar, bom rekel, malo podivjale, 5 let nazaj pa z vstopom Hrvaške v EU ali pa že z napovedjo vstopa v EU, cene so praktično rasle do par mesecev nazaj. So tudi v določenih krajih mogoče preveč zrasle. Tam se pa zdaj na srečo so se cene umirile, celo so v zadnjih parih mesecih cene malo padle in so zdaj spet, bom rekel, mogoče celo malo bolj zanimive, no, za nakup tako za Slovence kot druge tujce. Predvsem se zdaj tam veliko kupuje vikende v smislu business and pleasure. To pomeni, da ljudje na veliko kupujejo zdaj, ne toliko Slovenci, ampak bolj ostali Evropejci, kupujejo tam nepremičnine, ki jih sami koristijo en mesec na leta, pa celo manj, ostalih 11 mesecev jih pa seveda za njih usposobljene agencije na Hrvaškem oddajajo v najem. In tukaj je pa to dejansko spet zelo smiselna naložba. Torej, tudi če sam koristiš nepremičnino tudi en mesec na let, ti bo ta nepremičnina z manj sreče še zmeraj dosegala donos okoli 5%, kar je veliko več, kot dobiš na banki. Pa še nekaj užitka ima z njo, zabavo, imaš to nepremičnino in tudi cena še zmeraj rahlo raste, več kot je inflacija, ne? Tako da o donosnosti pri nepremičninah zmeraj lahko govorimo o donosnosti, ki je bistveno boljša kot banka. Ne? Zdaj, če prav razumem, je zdaj pravi trenutek za kupiti nepremičnino na Hrvaškem. Da, vsekakor. Še vedno. Super. Zdaj, kaj pa oddajanje teh nepremičnin na Hrvaškem?
Je to se splača ali to, kako pa je to izgleda zdaj? v Ja, tem trenutku? tako pri oddajanju nepremičnin se mora seveda vsak zavedati, z oddajanjem seveda nastanejo neki stroški, tudi se kdaj pa da kaj uniči, ne? Ampak načeloma govorimo o pohištvu, kakšnem barvanju. Ne? Nepremičnina pa tudi se nikoli ne odda več kot 100 do 150 dni na leto, 200 je že absurdno velik. To vem, tudi če se oddaja, ima lastnik praktično pol leta to nepremičnino popolnoma na razpolago. To je prvi velik plus. Drugi velik plus je, da so cene za turistični najem, to velja tako za Hrvaško kot za Slovenijo, relativno visoke. So ratale zelo visoke, če primerjamo s par let nazaj. 150, 200 na dan za apartmaje, za hiše gremo do 1000 evrov na dan v sezoni. Torej, pri teh cenah dejansko ostane lep donos za lastnika. Kljub temu, da si agencije, ki se bavijo s tem, vzamejo skoraj tretjino tega zneska gre agenciji, 20% sta booking pa davki, celo malo več. Ampak lastniku, kljub temu, da mu ostane polovica, je to še zmeraj zelo lep donos, če ima oddano 100 dni na leto, pri takih cenah. Kaj pa ima? Trenutno in na Sloveniji, in na Hrvaškem. Hrvaška ima vsak let malo daljšo sezono, na Hrvaškem lahko govorimo o sezoni že 7 mesecev, torej že kakšen teden pred veliko nočjo, se apartmaji že zasedajo, pa tudi še kakšen teden, dva po naših krompirjevih oziroma po martinovanju, plus novo leto. Tako da tam je že, bom rekel, že normalna bera turistična, tako kot kakšna Avstrija, kot kakšna Slovenija, ne? Tako da tudi tam se dejansko splača s tem zdaj ukvarjati. Super. Evo, spet bomo šli malo na odmor, čez nekaj minut se vidimo. Pozdravljeni nazaj v oddaji Moj dom, skupaj z Dušanom Lazarjem iz Century 21, debatirava v nepremičninskem poslu v tujini, v Sloveniji, zdaj sva bila na Hrvaškem, kjer sva ugotovila, da se zdaj trenutno splača kupiti nepremičnino in jo tudi oddajati v najem v turistične namene. Zdaj bi pa jaz, Dušan, vprašal, v Sloveniji imamo zelo malo poslov, ko v svojem življenju, ali pa se malokrat srečamo s prodajo nakupa, mogoče enkrat, dvakrat. Kako je to, če primerjamo, rečemo Ameriko ali pa Slovenijo, kakšne so to razlike? Tukaj ogromne. Torej, kot primerjavo, statistično gledano izpred 2 let analiza, v Ameriki vsak državljan ima 7-krat v življenju stik z nepremičninsko agencijo, kjer kupi ali najame ali proda stanovanje. V Sloveniji je to v povprečju 1 ali pa celo manj kot enkrat na osebo. Ker v Sloveniji vemo, da ogromno ljudi še zmeraj živi v hišah skupaj starši ali pa v prizidku od hiše od starša oziroma podeduje hišo, si razdelijo hišo in stanovanje ali si pa sosedov prodajo ali pa znancev. Tako da res pa tudi velikrat, samo enkrat kupaš nepremičnino. Medtem ko v Ameriki je to čisto druga zgodba. Tam praktično vsak, ki gre recimo študirati, bo že čas študija preko nepremičninske agencije enkrat, dvakrat najel stanovanje ali pa sobo. Potem takoj, ko se bo zaposlil, bo vsaj enkrat, dvakrat spet najel stanovanje ali hišo zase, za svojo družino in to povečuje, kakor družina raste. Kupaš hišo ponavadi šele kasneje, ko si že poročen, ko imaš že otroke. In tudi takrat jo ponavadi enkrat zamenjaš. V Ameriki se tudi že, mislim, da je 2,1 poroke že na državljana, to pomeni, da se tam ponavadi, ko se dva ločita, se avtomatična hiša proda. Redko kdaj kakšen ostane v tej hiši. To pomeni, da vsako ločitve imamo spet praktično 3 nepremičninske transakcije. Ta hiša se proda, 2 se kupi in tudi tam na stara leta ljudje večinoma svoje hiše prodajo in grejo živeti ali v te moderne domove za starejše ali pa v manjše enote ali pa v drug kraj v Ameriki. Tako da govorimo o 7-krat najmanj povprečnega državljana, v Sloveniji pa to ni. V Sloveniji se pa ljudje velikokrat rodijo v hiši, starši podedujejo to hišo, živijo tam in še njihovi otroci tam živijo, ne. Tako da tukaj so ogromne razlike. Ja, mogoče, da je tudi Slovenija tako majhna, da lahko z avtom predelaš vse v roku 1 ure, 2 ur in dejansko ne rabiš, da se seliš, ampak tudi, sva se prej pogovarjala, tudi v Sloveniji se spreminja. Tako, tukaj na srečo smo tudi zdaj tukaj ratali malo bolj, moderni, malo bolj razgledani, da živeti v neki veliki stari hiši
samo zato, ker si jo podedoval, seveda nima smisla. Živeti na drugem koncu Slovenije, ker delaš, tudi nima smisla. Tako da zdaj se že dogaja, da ljudje tudi kupijo to prvo stanovanje, pa kupijo večjo stanovanje, pa pol hišo, ali pa obratno z leti grejo nadol. Se že dogaja, da ljudje se selijo iz kraja v kraj zaradi službe. Se že tudi hišo, tudi če se proda družinsko, se jo podari enemu otroku ali pa podari družini, pa se preselijo. Tako teh transakcij je zmeraj več. Seveda, nas kot nepremičninske družbe to veseli, mogoče za narod je to malo težje, ampak smiselno je imeti nepremičnino podobno kot avto, podobno kot nekaj, kar ti ne povzroča skrbi ali pa bremena. Hiša bi mogla biti nekaj, v kateri ti uživaš. Čim ti hiša predstavlja breme ali pa stanovanje, prodajte, kupiš si nekaj manjšega ali pa greš kot najemnik ali pa greš v tujino. Ja, ta miselnost, ja. Čustvena navezanost na to nepremičnino je zmeraj tisti faktor, ki je. Ampak to je izrazito značilno za Slovence, tudi deloma Hrvate, ki so prej govorila, o tujini pa ne toliko. Mi smo res obremenjeni s to nepremičnino. Ja, sami so jo delali, naši starši so z lastnimi rokami to hišo naredili. To je razlika. Mi smo tudi dejansko delali, v tujini pa niso delali. So jih pa kupili. Tako, ja. Koliko poslov gre, rečemo, v Ameriki prek nepremičninskih agencij, pa v Sloveniji? Tukaj je ogromna razlika. Torej, v Ameriki skoraj največ na svetu, tam gre več kot 95% vseh transakcij z nepremičninami prek nepremičninskih agencij. V Sloveniji samo tretjina. To je zelo, zelo malo. Res je, da je tudi delež manjši v Sloveniji, ker ogromno nepremičnin ne pride na trg, ker se pri menjavi se pač dedujejo, menjajo in tudi sosedu. Je pa tudi res, da se ogromno nepremičnin še zmeraj kupuje prek teh one-man bandov nepremičninskih posrednikov, pač niti ne prijavijo, da bi agent, pa se provizije na roko plačuje, kar mimogrede je zelo nevarno. Če ne delaš posla prek agencije, ne veš, ali je posel bil pravilno sklenjen, pa agencije smo za to zavarovani. Torej, tudi če slučajno bi mi naredili neko napako, kot agencija, kot agent, smo za to zavarovani, nosimo odgovornost, kazensko, odškodninsko in vsako. Tako da v normalno razvitem svetu ne bi noben, nihče kupil nepremičnine mimo agencije, pri nas se pa to še žal še zmeraj dogaja. Kljub temu jaz mislim, da so stroški, če greš v tujini prek agencije ali pa v Sloveniji, v tujini višji. Tako, v proviziji recimo na Hrvaškem je standardna 6%, v Ameriki 5%, ker tudi agent dejansko opravi ogromno nalogo pri prodaji ali pa oddaji nepremičnine, ogromno odgovornost ima s to nepremičnino. On je dejansko mora pregledati tako gradbeno, statično, vsi papirji morajo biti preverjeni, vsi dokumenti, vsa dovoljenja so preverjena, tudi cena, tudi svetovanje kupcu, svetovanje prodajalcu. To je dejansko eno ogromno dela, ki pri nas žal ni cenjeno. To je ravno, prej sem se pogovarjala, da se tudi ta odstotek prodaj oziroma število prodaj na povprečje na posameznika povečuje, raven tudi zaradi tega, ker starost prebivalstva se viša in mislim, skozi več je starejših, to se pravi več dedovanj in pa tudi ločitev je vedno več. Tudi na žalost. Se pravi, tukaj je sploh pri dedovanjih, je raven ta prisotnost agencije zelo pomembna, ker tukaj se gre za davke, ker tukaj se gre način, kako se bo razdelil, zelo pomembna vloga agencije, enega strokovnjaka, ki le obvlada te vse zadeve, katere posamezniki najverjetneje ne. Tako. Pri nas na srečo raste delež transakcij preko agencij, to pomeni, da so transakcije bolj varne in so pravilne, tudi raste delež nasploh prodaj samih nepremičnin, ni več, da se kar avtomatično deduje. Posebej pomembno je pa to seveda pri dedovanju. Pri dedovanju so velika dediči, recimo si razdelili nepremičnino, pa navajajo smešno nizke cene, da so pa šparali na parih taksah, potem imajo pa kapitalske dobičke. Oziroma velikrat mi kot nepremičninski agenti v šali rečemo, da smo tudi neke vrste psihologi, psihiatri, ki pomagamo družini, da se racionalno loti tega problema. Finančni svetovalci, davčni svetovalci, vse v enem. Vse v enem, ker to je smiselno urediti takoj na začetku. Mi celo svetujemo, v tujini je to nekaj normalnega, da že pred dedovanjem oziroma v času, ko se sklepajo dedni papirji, se posvetuješ z neko agencijo glede cene, koliko je vrednost, kako se lahko to proda. In tega je na srečo zdaj zmeraj več. Torej, tukaj so ljudje, kot sem rekel prej,
ratujejo vedno bolj racionalni Pa osveščeni in tudi. osveščeni, poznajo zdaj vse pasti nepremičninskih poslov. Torej tudi prodajalec ni avtomatično varen s tem, ko proda. Je lahko tudi prodajalec, če je prodal narobe, če ni kupca obvestil o vseh problemih s to nepremičnino ali pa vseh dejavnostih okoli te nepremičnine, je lahko odgovoren za to napako. Tako da v teh primerih, ja, se trg bom rekel, normalizira v smeri, da gre tam, kjer gre razvit trg. Jaz velikokrat rečem, Slovenci znamo vse sami avto popraviti, nepremičnino prodati, vse, ampak to je narobe. Tako. Ker potem, ko pridemo, vse mogoče 99 poslov gre lepo skozi, ampak ta 100. posel je pa lahko taka. Nepremičnine so pa naša življenjsko delo, bomo tako rekli, in prihranki in to, in da se takrat zafrkavamo za 2%, je res. Je res smešno, ja. Smešno. Ta 2% sta za ta vredna in kar se tiče tega, da nisi pod stresom, da si siguren, da je transakcija pravilno speljana, da si siguren, da si je dobro speljal, da si siguren, da je boš speljal optimalno in hiter in kvalitetno in strokovno, teh 2% ni nič. Tudi ljudje, ki sami prodajajo, se velikokrat na koncu manj dobijo, ker se jim pojavijo stroški, ki niso vedeli, da obstajajo, pa so jih pozabili računati. Ali so tudi mogoče prenizko ceno postavili, ali so prodajali preveč dolg časa, pa so imeli stroške s to nepremičnino, ali se je vmes kaj zgodilo. Tako da dejansko v celem razvitem svetu je vsakmu jasno, ko želi kupiti, prodati, najeti ali oddati. Tisto sekundo, ko se odločijo za eno od teh 4 stvari, se zmeri prva stvar pokliče nepremičninskega posrednika in tudi ne da bi se nas hvalil, ampak se pokliče nepremičninskega posrednika iz neke uveljavljene družbe. Poiščeš neko agencijo, ki ima vsaj 6-7 rednih agentov, ki delajo na tej agenciji, ker to pomeni, da ima ta agencija tudi strokovno pomoč, ima svojo lastno pravno službo, ima svoje lastne davčne svetovalce, ima ekipo, ki to zna prodati, ki zna to svetovati, ki zna tudi zastopati in kupca, najemnika in prodajalca. In seveda to one man band ne more delati. Tudi tukaj je treba iskati neko strokovnost, neko tradicijo, neko znanje in tega je zdaj v Sloveniji na srečo vedno več. Tudi zaradi tega je trg zdaj relativno normalen. Imamo relativno normalne cene, primerljive cene pri prodaji, pri najemu. Enako velja za poslovne nepremičnine, tam pa sploh je norost tega ne delati prek nepremičninske družbe. In tukaj ratujemo zdaj mi nekje normalni, nekje zelo podobni drugim državam po Evropi. Dušan, mi da ima toliko tem še za predelati, najen čas je pa iztekel. Jaz predlagam, da se midva v prihodnosti spet dobiva in greva naprej. Dragim gledalcem pa lepo pozdravljeni in se vidimo naslednjič. Hvala. Svidenje. Svidenje. Eto, super. Evo.